poklicna pot, od vseh začetkov, ko sem začela kmetijska pospeševalka v kmetijski zadrugi, je v bistvu delo s kmeti, s podeželjem in vedno s ponosom povem, da sem stala poleg profesor Založna že na ustanovitvi Kmečke zveze. Očitno je mi je nekaj dajalo vedeti, da je to tisto pravo. In v ljudski stranki sem še danes, sicer ne kot nek poznan in leteč politik, ampak kot tista, morda kot ste vi omenil, kot doma ženska iz ozadja, ki je vedno v vseh predvolilnih bojih, županska in drugačna mesta, v volilnih štabih in tista, ki dela, manj pa govori, izpostavlja samo sebe. Izjemno težko je povedati vsem tem, kar je bilo zdaj že povedano, karkoli, poudarjati iz programa ali vrednot, ki jih naša stranka zastopa. Morda nekaj drugega. Zavedati se moramo, da smo v bistvu mi tu za to mizo samo ena od tistih 8 štafet ljudske stranke in stranke mladih, ki bo 21. septembra tekla v tekmi za poslanska mesta. In kdo od nas bo potem v resnici poslanec, je pravzaprav že bolj drugotnega pomena. Pomembno bo bolj to, da ne bo pozabil, odkud prihaja. Da ne bo pozabil niti svojega kraja in še manj celotne volilne enote. Zavedati se moramo, da državni zbor pravzaprav ne rešuje problemov občin. To so občine, a ne? Da pa je lahko poslanec veliko pomoč občinski upravi, županu pri odpiranju vrat in pri pridobivanju sredstva. Tu pa že ni nepomembno obdobno nas tam se bo. Vendar upam, da tisti, ki bo pomagal tudi vsem ostalim. Državni zbor deluje na državnem nivoju in jaz bi si vsekakor želela tudi to, kar so vsi do zdaj poudarjali, bolj socialno državo na vseh področjih. Prav gotovo, kot moje poklicno področje, lahko prispevam na razvoj podeželja, okoljevarstva. Želela pa bi si še nekaj v naši državi več demokracije, več sodelovanja, strpnosti, pogovora, ne pa, da samo tisto, kar reče nekdo velja, vsi ostali pa morajo biti tiho. Morda je naša politika ničkeno pregroba, mogoče zame, kot za žensko. Jaz jo občutim kot pregrobo in razmišljam, da je takšna tudi zato, ker je v politiki premalo žensk. Ni to moj slogan, pa vendar mislim, da je prav. Ne samo, da nagovorimo vse volivce, da naj grejo na volitve in prispevajo svoj glas tistemu, za katerega pač menijo, da bo zanj naredil največ. Pozivam tudi ženske, da volimo ženske. Menim, da je kombinacija državotvorne politiki že prekaljene ljudske stranke z mladimi porok za uspeh. Treba je računati in treba je tudi zaupati mladim in jim dati počasi tudi odgovorne naloge. Sicer pa je moj slogan poštenost in strokovnost in to na vseh področjih za boljši jutri vseh držav.